Kolikokrat pomislite na to, kako zelo pomembno je, da v ključnem trenutku naredite korak naprej, da zbudite voljo, dvignete glavo in stopite na novo pot. Pri tem moramo prav vsi imeti svojo priložnost. Gibanje mora biti pravica, nekaj, kar si zaslužimo vsi, brez izjeme. Šele ko zmoremo, česar nismo pričakovali, dejansko odkrijemo sebe in premagamo dvom, ki je hromil cilje in pogum, za prvi ovinek ali pa olimpijsko medaljo. Mobilnost za vse odpre 1000 novih poti, močna volja pa je tista, ki zna premakniti gore in poiskati rešitve tam, kjer usoda grobo poseže v življenje. Ko je prizadeta svoboda gibanja, je treba vsak dan skleniti veliko kompromisov. Ena takšnih je vožnja. Zase bi mogoče težko rekla, da mi je vožnja ravno v strast, je pa vsekakor ena dejavnost, ki mi je odprla svet, odprla nova obzorja. In jasno, najpomembneje seveda je priti od točke A do B, ampak je tudi ta način, kako prideš od točke A do B, zelo pomemben. Če je avto pravi, je tudi potem daljša vožnja veliko manjši problem. Pravzaprav v avtomobilu vsi vozniki, ko vozimo, sedimo brez razlik. Za vse ostalo je odgovorna glava, domena znanja in zavedanja. Janko je voznik z več 100 000 kilometri prevoženimi zgolj na roke. Ne delamo razlik med hodečimi vozniki in sedečimi vozniki. Ne? V avtu smo vsi enaki. Kadar sedimo za volanom osebnega avtomobila, smo vsi enaki. Kadar pa izvajamo tečaje, tu v centru varne vožnje, takrat pa inštruktorji ugotavljamo velike razlike. Pri invalidih zelo težko pridemo kar naenkrat v kritično situacijo. Zavedajo se tega. Neverjetno natančni so ti ljudje. Recimo konkreten primer, varnostna razdalja. Tudi pri 100 km/h mi nihče ne prehiti od invalidov. Pri voznikih začetnikih pri 50 km/h polovica me prehiti. Jaz mislim, da je to dosti pomemben podatek. Dejansko je avto eden od tistih prostorov, kjer smo recimo paraplegiki, pa res bi rekla povsem enakovredni neinvalidnim voznikom, seveda sta pravo opremo. Tako da tukaj je pa pristop in tista glava, ki ste jo omenil, še toliko bolj pomembna in mislim, da včasih sploh tisti paraplegiki, ki so postali paraplegiki s slabo izkušnjo v avtomobilu, mogoče bolj premišljeno pristopajo k tej zadevi, k vožnji, kakor pa kdo, ki je mnenja, da se pa njemu tako ali tako nikoli ne more nič zgoditi. Ko roke prevzamejo glavno vlogo gibanja, se to pozna tudi za volanom. Kolesa vodi izjemno usklajena in prefinjena koreografija gibov, sploh ko vozi nekdanja športnica z 2 olimpijskima kolajnama. Na to, da sem toliko in toliko časa zelo uspešno igrala na mizni tenis, kjer jasno je predstava v prostoru, koordinacija, hitre reakcije, pomembno podobne stvari kot tudi pri vožnji avtomobila. Upam, da se vsaj to pozna, če ne že samo to, da si na vozičku, pa da so glavni gibalni organ. Roke po drugi strani pa tudi kolesa. Pri mobilnosti ljudi z oviro igrata veliko vlogo kakovost in praktičnost avtomobila ter vanj vgrajene opreme. Ampak, bi vi kupili avto brez možnosti testne vožnje? Ena stvar, ki jo mnogi hodeči ne razumete, namreč, ko se odločiš za nov avto, ga ti ne moreš sprobati, ker ni noter komand. Ne? In moraš nekomu zelo zaupati, da ti pove svoje občutke, kako je vožnja s tistim avtom in vse ostalo. V tem primeru, če se pa bojo ljudje odločali za Toyoto, bojo pa lahko že pred samim nakupom sprobali, kako je avto voziti. Medtem ko doslej te možnosti ni bilo. To seveda podpiram. Nakup bo precej bolj varen. Jaz mislim, da je sistem odličen. Res je, da se seveda tako kot vsakega drugega sistema tudi tega treba malenkost privaditi. Ne zahteva veliko moči, enostavni gibi, hitra reakcija voznika, brez težav, tako da je ročka izredno pomembna stvar in kot taka omogoča predvsem tisto mobilnost, ki jo invalidi še kako potrebujejo. Zato pozdravljamo, bom rekel, Toyotino gesto, da so prisluhnili tej potrebi in to vozilo zagotovili za takšne potrebe tudi v našem centru. Vsi skupaj moramo še veliko postoriti, da bodo ljudje s pečatom usode lažje premagovali bremena, ki jih ljudje brez ovir nimamo in jih mnogokrat zaradi tega žal prezremo in preslišimo. Zavedanje se začne pri parkiranju. Edino
Parkiranje je pa en velik problem. Večkrat sem slišal opazke, zakaj pa imate invalidi parkirno mesto najbližje vhodu. Glej, zaradi mene bi lahko bil ta parkirni prostor tudi nekje na sredini parkirišča ali pa na koncu parkirišča. Bistvo tega parkirišča je, da je dosti široko. Lahko bi ga narisali pa kjerkoli, kar se mene tiče. V centru varne vožnje Vransko ne delajo razlik. Zato je še kako pomembno, da vsi dobijo možnost postati varni vozniki. Ključni namen tega novega avtomobila, te nove pridobitve je v AMZS-evem centru varne vožnje to, da lahko tudi invalidom predstavimo pomen varne vožnje, da lahko s tem avtomobilom s to posebno pripravo preizkusijo avto tudi v kritičnih razmerah, kar seveda na cesti bistveno težje počnejo. Invalidski voziček se lahko zgodi vsakomur, proti temu ni nihče od nas imun, a treba se je zavedati, da življenje teče dalje in dandanes tudi invalidski voziček nikakor za nikogar ne bi smel biti tabu oziroma sinonim za okrnjeno svobodo. Uživajmo v vožnji, vozimo varno in dajmo si priložnost raziskati svet. Vsi. Sanje takrat postanejo cilj. Od prvega samostojnega ovinka pa vse do olimpijskega trona. Nemogoče poti postanejo mogoče.